Ti boš prišel narediti sklapo? Ja, ok. No, sklapa. Ena podcast s Suzano Lovec. Evo, zdaj pa zares zunaj je vesoljni potop, mi pa tukaj rešujemo svet. Lep pozdrav vsem trem gostom. Živijo, lepo pozdravljeni. Z nami sta danes dr. Marko Pahor z Ekonomske fakultete, dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete in Jurij Šimac, kolega z Financ. Ja. Pogovarjali se bomo o energetiki, krizi, draginji, inflaciji. Pa če najprej naredim en nujen uvod. Ursula von der Leyen je v govoru v sredo napovedala težke čase in potem so cene elektrike in plina spet švignile gor. Zavzela se je za zmanjšanje porabe elektrike in napovedala omejitev prihodkov podjetij, ki za proizvodnjo elektrike uporabljajo tehnologije cenejše od plina. Ta teden smo poročali večkrat o revnih. Kolegica Manca Turk je najnena naredila 2 reportaži in ugotavljamo, da med prosilci za izredno denarno pomoč je vedno več družin, kjer so starši zaposleni. Vse več se jih obrača na humanitarne organizacije zaradi visokih cen življenjskih stroškov, pa mnoge humanitarne organizacije ne sledijo več povpraševanju po prehranskih paketih pomoči, tako da smo opozorili tudi na to. Včeraj Umar, tako nepredvidljivih razmer še ni bilo. Oceno letne inflacije so zvišali na 8,9%. Omenja se pogosto, da prihaja najhujša zima, države se pripravljajo na njo, tako da mislim, da imamo prave goste za te teme, ki sem jih danes naštela. Če gremo najprej k prvi temi na premikih, ki se dogajajo na področju energetike. Kakšni so ti premiki, kako tektonski so in kakšni so vzroki zanje in kakšne posledice? Dr. Pahor. Zdaj, prav kakšnih velikih premikov se trenutno ni zgodilo, zdaj še zmeraj se precej nadaljujejo, če govorimo naprimer o električni energiji. Še vedno vztrajamo na teh premikih zelenega prehoda, kjer recimo sploh Nemčija se v okviru tega zelenega prehoda odpoveduje jedrski energiji, čeprav zdaj zapirajo 3 jedrske elektrarne, ki spadajo med najnovejše, najmodernejše jedrske elektrarne. Tudi recimo Nemčija ima lastne rudnike in sploh kapacitete za proizvodnjo tudi jedrskega goriva. Tako da, ampak to je bila pač neka nacionalna odločitev in kljub temu, da recimo tudi en del nemške politike recimo se zelo zavzema za to, da bi podaljšali življenjsko dobo jedrske energije, da bi olajšali ta prehod. Nekako zgleda, do tega ne bo, raj ponovno aktivirajo termoelektrarne na premog z vsemi izpusti. Drugače, malo večje to, zdaj mogoče malo tale preusmeritev. Zdaj govori se, da bi malo več neodvisnosti bilo, recimo, če govorimo o plinu, ki je bil prvi pravzaprav vzrok, zakaj smo prišli do te situacije, kot jo zdaj imamo. Zdaj veliko se govori o preusmerjanju na uvoze plina iz drugih držav, bodi si utekočinjenega, pritiske malo na Norveško, potem govori se o povečanju kapaciteti iz Afrike. Stvar, o kateri recimo se ne govori, spet zaradi političnih odločitev, je pa, da bi Evropa povečala proizvodnjo lastnega plina. Zdaj so precej velike ocene, da recimo Evropa pod evropskimi tlemi so večje zaloge plina v teh skrilavcih, to je slovenski izraz, v skrilavcih kot recimo v ZDA, ki praktično meni, da je samo oskrbna s plinom za nekaj naslednjih desetletij, ampak spet le imamo kupenih političnih odločitev, da se tega Evropa ne bo šla. Številne države, Slovenija recimo rekla, mi se odpovedujemo temu, Nemčija rekla, mi se odpovedujemo temu. Tako da veliko te krize, ki jo zdaj imamo, je pravzaprav povzročene strani nekih političnih odločitev, ki so sicer zelo hvalevredne. Zdaj pač gremo na zelen prehod, odpovedujemo se
emisijam CO2 in tako naprej, ampak so pa zelo nevarne, ne? Ker so odvisne od nekih političnih razmer, ne? Se pravi dobrih odnosov ali z Rusijo ali z afriškimi državami. Mislim, jaz sem zelo skeptičen do tega, ne? A je zdaj namesto, da stavimo na Rusijo, ne? Ki ji verjetno nekaj naslednjih desetletij ne bomo mogli prav zares zaupati, ne? Namesto na Rusijo, ne? Gremo zdaj staviti na Afriko, ne? Afrika nikoli ni bila znana, vsaj ne v novejši zgodovini, kot neka zelo politično in drugače stabilna celina, ne? In nobena od držav tam ni posebej taka, da bi rekli, ok, zdaj se bomo pa res zanesli. Ne? Tako da jaz mislim, da bodo te pritiski res taki, da bomo mogoče malo upočasnili ta zelen prehod oziroma mogoče pojedli nekaj zaračenega kruha, tudi političnega in šli na stvari, ki so vzdržne in ki so tukaj, ki so v Evropi. Ne. Če pogledamo te grafe ali pa zemljevide, kako se spreminjajo zemljevidi plinskih poti, se pokaže, da so veliki premiki. Ne? Plin iz Rusije v Evropsko unijo pred vojno predstavlja 40% uvoza, danes 9% uvoza. Doktor Jaklič, kako vi vidite, v bistvu, kaj je zdaj glavni problem? V bistvu? Če gledamo globalno, je problem predvsem v Evropski uniji. Ne? Zdaj, če bi pogledali ZDA, ki na nek način je evropsko samooskrbna, in če bi pogledali cene njihovih energij, so bile že prej nižje in v tem smislu tudi večji vpliv na konkurenčnost njihovega gospodarstva, je danes cena nafte nekje na svetovnih borzah na cenah pred COVID-om, no? Se pravi leta 2019, če govorimo o dolarjih. Ne? To, kar mi več plačujemo danes, zato je vezan na šibak evro, ne? In tudi o tem, glede na dolar, ne? Tudi o tem bi se lahko pogovarjali, zakaj je dolar toliko šibak, ne? Vsej te kompleksnosti nihanj gibanj, ne? Zdaj, seveda, Evropa je v krizi iz večjih razlogov, ne? En primarnih je zadnjih 20 dobrih let je Evropa liberalizirala trg energetike na tak tržno-fundamentalen način. Marsikateri ekonomist, med drugim tudi jaz, se s tem niso strinjali, ne? Ta sistem verjetno do neke mere kar dobro deluje, dokler je vsega dovolj. Ko pa tega ni, ne? In ko seveda del tega trga postane tudi, temu lahko rečemo, financializacija, ne? Se pravi, da se zadeve dogajajo na borzah, da se zadeve trgujejo glede na prihodne količine, cene in tako naprej, kjer strah, špekulacije in ljudje, pogodbe, ki od tega živijo, ne? Ko to prevlada, govorimo pa o resnih zadevah, ne govorimo o energentih, govorimo o hrani, tudi stanovanjih, ne, tudi žal se tudi to v svetu vse bolj tudi pri nas dogaja, potem je pa to kritično, ne, in seveda kritično na ta način, da se lahko tudi države morajo odzvati, da zavarujejo demokracijo, ne, ker v Evropi marsikateri rekel, ni treba, ne, poslušam kdaj, ne fiksirati cen in tako naprej, ne, ampak tudi dejansko govorimo o možnih zelo velikih nelagodjih oziroma protestih ljudi, ne, ki lahko zamajajo, in smo jim bili priča tudi konec koncev v 30 letih. Ne. Tako da ti trgi enostavno, tako kot so koncipirani v Evropi, dolgoročno ne delujejo. Mislim, da ne delujejo niti zato, ker sicer so bili postavljeni tako, da bi spodbujali, ne, predvsem s korenčkom obnovljive vire energije, ampak ta podjetja, ki so na tej razliki v ceni, ne, v zadnjih desetletjih, dveh služila, ne samo zdaj, ne, zdaj je to ekstremno, so te dobičke usmerjali v dividende, ne vem kaj, v vse, relativno malo se je vlagala, veste, te obnovljivi vire energije, če pogledate, predstavljajo zelo mehen delež v energetskem sistemu, ne? In tudi trgovanja z raznimi kuponi in tako naprej so pomagali posameznikom, špekulantom, preprodajalcem in tako naprej, ampak namen, po mojem prepričanju, ni bil dosežen. Ne? Tako da tudi von der Leyenova govori seveda, ali pa naša vlada, ne, da je treba temeljito spremeniti ta trg dela. Ne? Se pravi, to je ta zdaj globalni kontekst. In temeljita sprememba trga pomeni velike spremembe institucionalne, pritisk na kakšne lobije. Vemo, da je Evropa, kolega Pahor je že omenil, tu običajno zelo počasna. Veste, Kitajci se zelo hitro zmenijo, kaj treba narediti. Konec koncev tudi Američani, čeprav imajo zelo različno, veste, tudi energetski trgi
v Ameriki so zelo različni. Ne. Teksas ima eno zelo zanimivo zgodbo, smo poslušali, mislim, da je 2 leti nazaj, ko smo imeli eno veliko krizo, ker je neko neurje oziroma zmrzal, prodrla na jug, ne, ampak Teksas je en tak zelo zanimiv eksperiment, ker so se odklopili, ne, se pravi, njihovo mreže sploh ni povezano z ameriškim, ne, in na nek način bi nekdo lahko rekel, da so se odklopili celo od nekih borznih špekulantskih zadev, se pravi, vse je bilo utemeljeno na ponudbi, povpraševanju, ponudba je zelo velik, naprimer v Teksasu imajo vse od nafte, vetra, sonca, vse živo, kar si lahko zamislite, ne, in seveda, se pravi, množica prodajalcev, bolj kot ne zasebnih, sicer, ampak jih je res množica, bi nekdo rekel, da zdaj imamo vsaj na ponudbeni strani en tak resen, ne, ponudbo na trgu, množico ponudnikov in seveda množico kupcev, ampak zopet z nekim šokom je zadeva pogrnila, no, 10,000% so bile više cene v določenem obdobju zaradi te zmrzali in pa predvsem tudi nepovezanosti. Ne. Se pravi, Evropa mora narediti povezan sistem, ne, pa ne samo med državami, ampak tudi naprimer Švedi in Norvežani ugotavljajo, kakšne so razlike, ker niso ustrezno omrežja povezana med severom in jugom, se pravi, gor je veter, povpraševanje je pa na jugu, ne, se pravi, imajo tu relativno velike težave, vprašanje hranilnikov, ne, in še česa. Se pravi, ampak to je izziv za prihodnja leta in jaz upam, da se bojo tega resno in pa tudi hitro lotili, ne, ker zadeva ni dobra. Tudi take stvari so možne, ne, se pravi, da gremo zdaj če dalje več celo v škrilovce kopati in tako naprej. Jaz vsem verjamem, da mogoče s to brco bo ne samo znanost, raziskave, razvoj, tudi podjetja, kot so razni prenosniki energije in tako naprej, ker se mi zdi, da so, tako kot sem prej rekel, ne samo ti zasebni, tudi javni smo kar spali. Vsi so imeli polna usta v nekem zelenem prehodu, obnovljivih virih, ampak če pogledamo številke, tega je bilo zelo malo. Se je premalo zgodilo. Ja. In upam, da je to ena taka resna brca, ampak seveda, druga stvar je pa kratkoročna. Ne? Torej, ta je zima, ki prihaja. Zima, ki prihaja. Ne? Jaz zdaj, kar se tiče gospodinjstv, kar se tiče malih podjetij, nasploh, ne samo v Sloveniji, ne? Tudi v Sloveniji, ampak v Evropi, mislim, da kljub vsemu neke take večje krize ne bojo više cene, naprimer cena plina za gospodinjstva, po mojem mnenju, bo tam nekje na položnicah 2-krat višja, kot je bila lani, ne, z omejitvijo cen, kot jo je država postavila, ne, ker je cena plina nasploh na trgih 3-krat višja, kot je bila lani, pa zdaj, če se mečkam z raznimi drugimi dajatvami prilagodi, mislim, da bo račun tam 2-krat višji. To za nekoga ni večji izziv, ampak za neko družino, ne, ali pa kakšne upokojence, tako naprej, ta zadeva zelo resna. Ne. In vidimo, da države po eni strani maksimizirajo cene, po drugi strani grejo zopet za tiste, ki so, govorimo o energetski revščini, zelo pod udarom, skušajo z nekimi drugimi pomočmi in jaz to seveda mislim, da je nujno. Ne, se pravi, da se zadeva na nek način preživi. Bolj v bistvu je pa možno seveda tudi v tem sistemu, da bo prišlo do pomankanja. Ne. Če zdaj samo pogledamo, ne vem, plinski trg v Sloveniji, poslušamo in Kranjsko goro in Velenje, so že odpovedali in jaz jih čisto razumem, ponavadi govorimo o javnih komunalnih podjetjih, ne, ki imajo tam, ne vem, bom rekel, primer enega podjetja, 1,2 milijona kapitala ali kaj podobnega, so si izračunali, da v mesecu 2 naredijo izgube, ne, ker oni po cenah plina, kot bi zdajle morali, rečemo, delovati, ne, ker vlada mi je pa rekla, da morajo delovati in prodajati po ceni, kot jo je vlada zastavila. V 2-3 mesecih so brez kapitala, se pravi, čista izguba, so zreli, so ne samo, da so nelikvidni, so tudi nesolventni, morajo iti v stečaj, tako da jaz mislim, da če bi bil jaz direktor tazga podjetja, bi že zdavni prenehal, ne, ker mislim, da tudi če ni urejen sistem povračil tega, kar po mojem mnenju, ne, Petrol je slab znak, ne, Petrol je bil tudi pol leta nazaj udeležen v neki situaciji, ko je mogel prodajati derivate po cenah višjih od nabavne. Ne? Zdaj še danes se, a bo to država povrnila ali ne, ker je zakonodaja tako zapisana, da država lahko povrne, ampak jaz mislim, če bi tako, strinjam se s tistimi pravniki, ki pravijo, da seveda v ustavi piše, da je lastnina sveta, ne, da jo treba zaščititi in tako naprej, da mislim, da je to treba, zakonodaja bi morala že zdavni urediti in da če bi se šel Petrol tožiti ali karkoli, ampak to ni pomembno, zdaj nekdo bo rekel, da se tam so eni delničari, ne samo država, ne, ker ne pokasirajo, se so prej dobro služili, ampak govorimo o tem, da Petrol lahko zdrži, ampak en kup, mislim, da jih je več kot 20 teh, rečemo, plinskih distributerjev v Sloveniji, lahko propade. In če oni propadajo, ne, jaz ne vem, na kakšen način bo ta plin potem prihajal. Ne. Seveda, ti lahko rečeš na koncu, ja, bomo pa nekomu dali. Komu? Ne. Se pravi, ti vedno lahko preneseš na nekoga, pa potem z nekim dekretom. Smo če dalje bližje zelo nepravni državi, to hočem reči. Ne. Mi smo vedno, tudi zdaj v času covida, poslušali, koliko je pravna država pomembna. In jaz mislim, da je izjemno pomembna, seveda, in to se zdaj
čuti iz vidika funkcioniranja demokracije, svobode in še česa, na kar Evropa pristaja. V čemer smo boljši od vseh Kitajcev pa Američanov in tako naprej. Ampak če bomo tu padli, bomo imeli velike težave. Ne samo, da ne bo investicij v določene zadeve, ker se je pač vlada tako odločila, ampak tudi neki osnovni temelji naših odnosov se porušijo. No, tako da, kar se tiče kratkoročno, jaz mislim, da bo večji problem pri podjetjih in to tistih večjih, o katerih danes ne govorimo, kjer običajno tudi naša vlada reče, ja, to je pa vprašanje regulacije enotnega evropskega trga, državnih pomoči, ne, in zdaj seveda tu pa kukar bo pa bo. Ne, s tem, da ta večja podjetja, zanj sem poslušal direktorja Taluma, predsednika uprave in tako naprej, slišim tudi drugje po Evropi, da mislim, da na Češkem, kjer bo rečeno, so že zaprli eno resno tovarno aluminija in tako naprej. Ne, se pravi, to bo povzročilo seveda samo še više cene, če govorim zdaj v Evropi, ali pa saj večjo konkurenčno prednost Kitajcev, Američanov in tako naprej. Taka podjetja je na nek način zelo težko na novo zagnati, ne. To zopet povišuje cene vsaj v Evropi, lahko tudi kje drugje, no, ampak veste, tam se mi zdi strateško so, če govorimo tako v teh treh dimenzijah, ZDA, Kitajska pa Evropa, pa seveda Rusija je zelo pomemben element v tej zgodbi, je Evropa zelo nestrateška. No? In je zopet se izkazalo to, da smo na nek način, sicer živimo relativno v redu, ne? V neki relativno svobodni demokraciji, socialdemokraciji, ampak imamo pa težave, ne? In ni samo naša energetska odvisnost, če zdaj zopet mečkam grem naprej, ampak je tudi surovinska odvisnost. Ne? In to, ko je kolega Pahor malo hotel namigant, ne? So že študije. Seveda mi gremo lahko zdaj od nekih avtokratov stran, ne? In potem pogledamo, bomo pa odvisni naprimer pri baterijah od nekih surovin in potem pogledamo, kje to surovine so in potem ugotovimo, da so tam avtokrati. Doma pa najbrž bojo še zelo dolg časa, ne? Ki bojo tako ali drugače izsiljevali to zgodbo. Ne? In je zelo, zelo zahtevno, no? za Evropo, pa mislim, da se tega niti ne znamo dosti dobro tega rešiti. Vemo, Marko je rekel, ne, mislim, kako je Schröder, Merklova, kako so z Rusijo igrali, ne. Jaz bi celo si potrdil, da zdaj Evropa plačuje to politiko Nemčije do Rusije, pa konec koncev tudi opuščanje jedrske, pa še kaj, ne. Na nek način so zelo, zelo padli pod nek vpliv, ne. Seveda moramo pa tudi vedeti, tudi ZDA igrajo tu svojo zgodbo. Jaz se spomnim, tam sem ko je bil Obama, no, mislim, da je bilo to tam 2008-2009, tam po Ameriki hodil po vzhodni strani in se je ogromno gradil v pristaniščih. Ne? In sem kolege vprašal Američane, kva pa tle vsi neki delate, pa so rekli, delamo te zalogovnike za utekočinjen plin, kaj te pa z njim, sem rekel, oni poceni škrilavcev in tako naprej, ja, v Evropo, jaz sem rekel, tam imamo pa poceni ruski plin, pa so rekli, ne bo dolg, ne. Rusija ni zanesljiv partner, ne, v tem smislu. Tako da te igrice so bile, Amerika je pripravljena zalogovniki, seveda Evropa ni, no, celo na jugu so zalogovniki, sem potem teh plinovodov ni, še do Francije, nekaj šele kam gor na sever, ne, tako da Evropa infrastrukturno absolutno ni pripravljena in samo kaže na to, kako to, kar sem prej hotel reči, no, da strateško ne znamo in ne vem, a bomo znali za prihodnje, ne samo energenti, surovine. Jaz upam, no, da ne bo treba škrilovce, da ne bo treba, verjamem celo kakšne bolj, bom rekel, sintetične pline, ne, pa zdaj ne govorim o vodiku, ne, kaj je res tako, še razvojno, še nekaj 10 let stran, ampak sintetični plin, biometan in podobne zgodbe, ki mislim, da na obstoječi infrastrukturi bi že lahko s temi visokimi cenami pa sploh. Ne? Tako da se mi zdi, da v roku leta, dveh bi morali tle že neke rešitve poiskati. Ne vem, jih iščejo v Evropi. Jaz poslušam slovenske energetike, eni pravijo, da se da, drugi pravijo predrago in tako naprej. Tehnološko se da, ne? Zdaj kako je s ceno, pa kdo bo to, ne? Te elektrolize, kdo to vlada, to je drugo vprašanje. Ja. Pa še vedno imaš pol problem energije, ne? Ker zato, da ti generiraš sintetični plin, ne? Iz nekih surovin, recimo transformacija CO2, ne? Recimo ponovna uporaba CO2, ne? Capture, reuse, ne? CO2. Ja, ampak ni problem. Ampak rabiš energijo, ne? Ja, lejte, mi imamo, nekaj govorimo o obnovljivih virih energije, mi imamo sonca v Sloveniji za naše energetske potrebe večkrat preveč. Ne rabimo niti vetra, ka vemo, meni je veter zoporen, ka gledam tele vetrni cementov uničuje pogled. Ne. Proti vodi smo tudi, da nam uničujejo reke in tako naprej. Ne. Na nek način je sonce še najbolj taka lagodna rešitev. In mislim, mi imamo sonca preveč kot energije. Ja, no, to problem je shranjevanja, ne? Pa ne sam ti cikli so, eno je noč, ne, to tam ni sonca, drugo je pa seveda zima. In seveda shranjevanje, tisto, plini so hranilnik. Veste, če vi pline delate iz nekih, bom rekel, iz premoga, pol je res brez veze, ne? Če pa delate iz sonca,
ne, se pravi iz obnovljivih virov energije, pa to ni tak problem, ne. Seveda so tehnološki problemi, berem to, ne, ampak jaz spet verjamem v inženirje, da to znajo tako zrihtati, pa konec koncev tudi do neke ekonomike pripeljati, ne. Juri, vrnimo se na tole zimo, če je ta težka zima pred nami. Kje ti vidiš rešitve za to zimo? Zdaj vidimo, da se konkretno neke države že prilagajajo, da so v Nemčiji že par mesecev v bistvu neki ukrepi na ravni mest, tudi države. Naša novinarka Andreja Lončar, ki jo je fajn poslediti tudi na Twitterju, tisti, ki poslušate ali gledate, je pred 2 dnevoma zapisala, da je Avstrija začela s kampanjo za varčevanje energije, svetovati gospodinjstvom, kako z malimi ukrepi varčevati z energenti. Pač predlogi so tukaj počasna vožnja, krajše tuširanje, omejevanje hlajenja, gretja in podobno naprej. Pri nas je minister Kumer prejšnji teden dejal, da seveda vsak lahko varčuje, če želi, in pred kratkim so recimo poslali nam nekaj priporočil z ministrstva, kako v splošnem zmanjšamo porabo elektrike, od tega, da temperaturo znižamo na 20 stopinj letos po zimi, da bolj ogrevamo le kopalnice, to so zelo take konkretne stvari, da okna naj ne bodo vedno odprta na kip, ampak večkrat na dan na stežaj odpreti in močno prezračiti, da se stene ne ohladijo in tako naprej. Videli smo v tujini že to, da se omejuje osvetljevanje po noči, da spomeniki niso osvetljeni in tako naprej. Zdaj, kako učinkoviti so ti ukrepi? A je to le kaplja v morje? Mislim, ne vem, a je kaplja v morje ali ni, ampak načeloma pri tem varčevanju z energijo sta možna 2 pristopa. Kakor si vemo, Evropa ima težavo z ponudbo energije, s plinom in kasneje z elektriko. Zdaj mi dobivamo nasvete, kako varčevati z energijo in tako naprej, ampak kaj je tisto glavno, kar potrošnika ali pa podjetje motivira k temu, da bo varčevali z energijo, To niso nasveti gospoda Kumra, čeprav nič proti njim, ampak glavni motivator je verjeten, to bo se profesor strinjal, cena. Zdaj, če cena močno raste, bodo vsi motivirani bolj varčevati z energijo. Podjetja z nekimi svojimi ukrepi, gospodinjstva z nekimi svojimi. Mi na drugi strani po Evropi dobivamo povsod neke cenovne kapice. Vsi vemo, da je to, ne vem, če vsi vemo, ampak to je zelo drag ukrep. Pač neke mehanizme kompenzacije izgub trgovcem bo treba izpostaviti, če ne pač se nehajo s to dejavnostjo ukvarjati, kot smo videli recimo pri Domplanu v Kranju. Skratka, višja cena motivira ljudi in podjetjah varčevanju. Koliko pa jih taki nasveti, ne vem. Profesor Pahor. Ja, ne, absolutno. Zdaj, sploh na dolgi rok če bo energije manj, bo na dolgi rok treba tudi dopustiti, da se cene nekoliko dvignejo. Se pa jaz bojim, da tle je povpraševanje zelo cenovno neelastično. Tako da tudi, če cena naraste na 3-krat in ljudje poskušajo omejiti svojo porabo maksimalno, ta poraba ne bo padla za 60%, kar bi recimo odrazilo ta dvig cene, ampak bo mogoče se zmanjšala za 15-20%, ugibam, ker enostavno ne moreš, če si se prej grev na 22 stopinj, boš ti spustil to na 20 stopinj in bo to ti recimo zmanjšalo porabo z, kot pravi, vsaka stopinja 15%, nekaj tazga. Ampak če je energija 3-krat dražja, bo to še zmeraj pomenilo bistveno višje položnice. In za tiste, ki so že prej bili dosti na robu tega, bo to problem. Podjetja pa recimo, če uporabljajo veliko energije v svojem tehnološkem procesu, zdaj, glede na to, da ta podjetja živijo, delujejo v konkurenčnem okolju, so morali imeti te stroške že prej toliko zoptimirane, tako da ni zdaj, da razsipavajo z energijo in njim se dejansko pol stroški povečajo. Tako da, zdaj, kako bomo to zimo preživeli, če ne bo ruskega plina, brez tega, da dejansko se bo zapiralo porabnikom energijo, ne bo šlo. Sem bral eno študijo, vsi možni ukrepi, ki jih lahko Evropa naredi za substitucijo ruskega plina. Če se prav spomnim, je bila številka uvoza ruskega plina 155 milijonov kubičnih metrov, ne vem, kakšna enota, 155 je bilo.
najboljšem primeru lahko substituiramo 110. Ne? Se pravi, približno 2/3 v najboljšem primeru, ampak še zmeraj tretjina ruskega plina ga ne moreš substituirati, saj ne na kratek rok. Tudi z ne drugimi viri. Tako da, ja, ta zima, če ne bojo nek naredili glede tega ruskega plina, bo zoprna. No? Ampak tako kot ste rekli prej, dr. Jaklič, vse se je začelo pri tej liberalizaciji. Ne? Mi imamo zdaj sistem, kar se tiče elektrike v Evropi, pri katerem se pač ceno elektrike določa glede na ceno plina, ker so pač plinske elektrarne ta zadnje, ki se priklopijo na sistem in te so torej tiste, po katerih se je določena cena elektrike. Kar pomeni, da imamo v bistvu neko iz logičnega pogleda bizarno situacijo, ko v bistvu plačujemo za elektriko, ki je proizvedena zelo poceni, recimo iz sončne energije, vetrne energije, tudi recimo jedrska, v bistvu blazno visoko ceno. Ceno, v bistvu, ki jo določa plin, ki je drag. Oziroma špekulanti celo, ne? Oziroma špekulanti, terminske pogodbe in, naj tako rečem, vojni dobičkarji v tej energetski krizi, ki so. Na ta absurd sem hotel upozoriti, ampak to je nekaj, kar seveda, da se sistemsko reši, bo trajalo nekaj časa, pa upam, da bojo šli počas v to smer. Ne? Mislim, a prav razmišljam, ko rečem, da pač je potreben nek reset tega sistema. Ja, gledajte, to, kar je kolega prej rekel, berem ogromno razne, bom rekel, vere, od tistih bolj borznih do znanstvenih, do ne vem kakšnih še vse, si skušam nek svoj pogled na to stvar. In to, s čimer je danes, rečemo, nek menedžer v podjetju soočen, da ne govorimo, gospodinstva se zelo težko, poprečno gospodinstvo ukvarja s tem, kaj bo čez mesec, 2, 3, noben ne ve, o teh, ampak so pa informacije, mnenja so pa zelo različna, diametralno in vsa seveda skušajo v neko smer peljati, tudi špekulantsko, če želite. Jaz sem ravno včeraj bral eno resno študijo iz Nemčije, ki pravi, da je plina v Evropi trenutno zadost. Da so zalogovniki polni 80% in tako naprej, da pa to ne pomeni, nasploh, druga energija, nafta je dosegljiva, tudi rusko dobimo, neka nafta se zgubi, se premeša. Problem plina je ta, tudi za Ruse, da se razumemo, Rusi so zdaj ustavili, ampak oni ne morejo kar preusmeriti, njihova infrastruktura, tako od zalogovnikov, kot seveda plinovodov, je vezana na Evropo. Preden bojo to preusmerili, bo trajalo 5-6 let, pa bo zelo drago, tako da se razumemo. Ampak pač Rusi igrajo neko svojo iracionalno zgodbo, če se tako izrazim. Ampak seveda tisto vprašanje je, kam, v katero smer, oziroma da energija je, ampak vprašanje po kakšni ceni. Se pravi, cela zgodba je tako zastavljena, da ne samo vetrna energija je v Evropi, sončna je, celo je do neke mere shranjena in tako naprej. Energija je. Samo cena je pa taka, da jo, in potem te prepričujejo, ponudba povpraševanja ni. Ni to tista neka klasična zgodba, ki so jo študenti ekonomije v prvem letniku ponudba povpraševanja. To je tako trg zaciklan s špekulantsko, ne vem kakšnimi zgodbami, da je dejansko zelo težko rešljiv kratkoročno, razen s temi ukrepi, ki so pa taki, kot sem rekel, vi ste rekli, ta mejna cena, zdaj seveda predlogi so zadevo postaviti na povprečno ceno obnovljivih virov, se pravi, ideje zdaj le ogromno. Pa na kakšen način potem poseči zopet, veste, da država pride zopet z nekimi investicijami konc koncev, da se vklopi v to, ampak spet so to, jaz poslušam bolj ideje, tudi sam jih imam za prihodnost, kako urediti tak trg, kako pa zdaj le to zimo, bo pa zanimivo. In jaz koliko poslušam, kako se ljudje, rečemo po podjetjih bolj, obnašajo. Poznam eno podjetje, ki so kar velik potrošnik električne energije, so zdaj le kupili dizelske agregate, 100% elektriko bojo iz dizelskih agregatov delali, zakupili so tok in tok kurilnega olja, nafte za 6 mesecev naprej, po fiksni ceni, ne vejo, bo šla gora, bo šla dol, so zgubili ali ne, ampak oni s to fiksno ceno vejo, da ne bojo z izgubo delali. Saj to, a bojo zelo malo izgube imeli, oziroma nič, ali bojo več dobička, in tako so si stabilizirali, ampak ta odločitev je, prej smo se pogovarjali, zelo ne zelena. Absolutno. In zdaj, se pravi, en kup podjetij, ker ni skupne rešitve, to sem hotel kot absurd pokazati, ker ni neke skupne rešitve, ne evropske, ne slovenske, potem iščejo ljudje neke svoje rešitve. Sosedje mi govorijo, letos bomo pa kurili na veliko, in ker seveda tudi drv ni toliko, stara vrata, star les, lepila, vse živo se bo kuril.
Ja, pač bomo, ne? Ampak to je zopet, ne? To ni strateško. Ne? To so koraki nazaj. Ja, seveda. Jurij, katera podjetja bodo tukaj najbolj na udaru, torej to zimo? Ja, zagotovo tista, ki so zelo energetsko intenzivna, tista, ki so zelo veliki porabniki energije ali plina ali elektrike. Tukaj imamo v Sloveniji recimo Talum, SI je že objavil, da znižujejo v drugem oziroma v tretjem kvartalu tako nekako proizvodnjo za 30-40%. To vidimo tudi drugod po Evropi. Določeni obrati se zapirajo, jeklarne, kemična industrija. Zadnjič sem bral o nemškem tem kemičnem gigantu BASF, ki je tudi pomemben proizvajalec amonijaka, da amonijak rajš kakor, da bi ga proizvajal, kupuje na trgu, ker mu ni treba kupovati plina, da bi ga proizvajal. Skratka, oni imajo največje težave. Seveda ob predpostavki, da nimajo zakupljenih energentov za prihodnje obdobje. Nekateri med njimi so še vedno taki, ki imajo zakupljene količine elektrike ali pa plina tudi za 2023 ali pa za 2024. To je pač bila odločitev posameznih podjetij, za koliko velika obdobja naprej bojo elektriko in plin kupovala. Tudi v letošnjem letu niso imela še vsa slovenska podjetja težav z cenami. Recimo en primer so Slovenske železnice, ker je generalni direktor Dušan Mes sam povedal, da so pač kupili pred leti, mislim, da za naslednja 3 leta in so bili za letošnje leto še pokriti. Ampak konec leta se pogodba izteče, skratka naslednje leto izziv. Doktor Pahor, Robert Golob, premier, govori o tako imenovanem, reče se, energetski lockdown. Kako ocenjujete v bistvu to napoved, kaj lahko prinese? Ja, kot sem prej rekel, energije verjetno ne bo dovolj. Sploh, če ne bo ruskega plina, tisti, ki so odvisni od plina, tudi če se bo zagotovilo, da bo električne energije dovolj, plina verjetno za vse v Evropi ne bo dovolj. In tudi, če se Slovenija uspe po neki sreči izogniti temu, da bo neke velike porabnike treba odklapljati, spravi energijski lockdown, se Evropa v celoti temu ne bo mogla. Zdaj, a bomo to rešvali na način, kot smo to rešvali lockdowne v času epidemije. Zdaj, to se je pokazalo tako, drago je, za začetek je drago, pa pa ena precej velika razlika tukaj. In sicer epidemija je vseeno imela, kljub temu, da smo imeli recimo te lockdowne, se jaz prav spomnim, 175 dni, nekaj tazga, smo imeli neke vrste karantene. Prav zaustavitev javnega življenja je bilo bistveno krajše, pa tudi industrija, recimo takrat nismo ustavljali, neke storitvene dejavnosti so bile ustavljene. Ampak vseeno je imelo relativno kratek čas. Zdaj, mi tle pa govorimo, da bomo določene industrijske dejavnosti ali pa vsaj določene podjetja ustavljali za 4 mesece, 6 mesecev. To so zelo dolga obdobja in to je drago. Drugače pa nekaj bi se še navezal na tele strukture pa špekulante. Zdaj, mi imamo tako malo zelo napol tržno vse skupaj. Če bi mi trg električne energije res imeli tržen, verjetno bi zdaj te visoke cene električne energije dale spodbudo za neke velike investicije v proizvodne kapacitete. In to tam, ker proizvajaš poceni. Zdaj bi se recimo lahko na veliko gradilo, da je bilo veliko interesa za gradnjo jedrskih elektrarn. Sploh glede na to, kaj se obeta. Ampak rečeš, ti bi prišel z idejo, bi zidal jedrsko elektrarno, ne smeš, ko smo se odločili, da ne bomo. Tle je zelo veliko teh, ali pa obnovljivi viri imajo vedno prioritetni odjem. Zdaj, v vseh teh debatah, ne samo tej naši danes, ne splošno, par let nazaj smo imeli eno obdobje, ko je bila spod cena električne energije negativna. Zaradi politične odločitve, zaradi vseh predpisov, prioritetni odjem obnovljivih virov, enostavno preveč vetra je bilo in so nekam mogli to, niso mogli kar ustaviti in je bila dejansko spod cena, spravi tista trenutna cena za električno energijo celo negativna. Plačali so ti, da si vzel energijo. Podobno kot pri nafti, med lockdownom.
Tudi tako, ja. Ampak, No, ampak mislim, to se najbrž vidi, da se ne bi ponavljal. Ne? Tle imamo zelo različne poglede. Jaz absolutno nisem tržni fundamentalist, ki se ga moče, ki je kdaj pri komu kaj čuti. Ne? Jaz ne verjamem to in tudi to, kar se je Marko vprašal, ne? Seveda so bile tudi cene negativne spot in tako naprej, ne? Ampak večino časa, sploh pa zdaj, ne? Seveda so tiste, ne? Sploh tisti, ki imajo variabilno ceno oziroma mejne stroške zelo nizke, ne, po tisti investiciji, so kar velike dobičke delali, energetska podjetja in absolutno. tako naprej. Ne. Se pravi, pa niso investirali, no. To bi rad še enkrat poudaril. Ne. Tako da mislim, da samo korenček ni dovolj, ne. Je treba neke vrste palca, ne, oziroma neke vrste koordinacija, da se bo ta stvar uredila. In jaz tle vidim bolj rešitev manj trga, ne. Pa sem dal prej primer Teksas, ne. Teksas čist tržen, ne. Ni funkcioniral. Ne? Pri nas je ena taka čudna mešanca, ta evropska, zelo financializiran trg, se pravi vdor špekulantov, finančnih instrumentov in tako naprej. Tudi, čeprav običajno pravimo, da je plus, da pač prenašajo neko likvidnost v sistem, ampak jaz na ta način je preveč tvegano v tak sistem, ki je resen, energetika, hrana, stanovanja, to so resna stvar, ne bi spuščal. Ne grejo bitcoine kupiti, tudi delnice zaradi mene in tako naprej, tole ne bi pa pustili primer. Ne? In seveda organizacije trga so lahko čist druge. Ne? Veste, tudi pri nas študente nekno učimo sam ponudbo povpraševanja kot neke vrste naravni zakon. Ne? Jaz se spomnim, prav zanimiv mi je, ker sem v poznih 80-ih študiral v ZDA, ker so nam predali neko, pa nočem teoretizirati, Straffovo teorijo cene. Se pravi, neki stroški plus nek markup. Ne? Pa je bilo moje vprašanje, govorimo o planskem sistemu, profesorju, ne, ali govorimo o tržnem sistemu, pa je razlagal, pa je imel težave. No? Ampak zdaj to, kar zdaj gledam, imam super primer, lahko študentom povem, lejte, to je pa sistem, ne, nekega energetskega trga, ki bi po teh principih funkcioniral, ampak to so principi Straffove teorije cene, ne neoklasične, ne vem kakšne teorije cene, pa ne bom več teoretiziral. Se pravi, v ozadju je en kup lahko tudi različnih pogledov, kako reševati in v teoriji in v praksi to, s čimer smo soočeni, ampak absolutno se pa vidi, da ni dobro. No? To, kar smo do zdaj delali, ni dobro. Da sistem ne funkcionira, da ni postavljen v redu. Ne, in da v Evropi ne funkcionira. Tudi obnašamo se ves čas tako, da je v bistvu ta sistem, kot ga imamo zdaj, odvedno, pa ni, ne? Ne, to je zadnjih 20 let približno, ne, tudi mi, ki smo se preklopili. A veste, zdaj imate distributerje, imate proizvajalce, pa nas smo jih zadržali večinoma v državni lasti, pa imate distribucijo, ki je deloma v zasebni, ne, ker smo neke manjšinske delničarje spustili noter v distribucijo, in pa imate trgovce od Genine, tako Geni so čudni, ne, eni imajo pogodbe za neko državno nuklearko, ne, pa poceni energijo, pa čudno, no, eni so bolj zasebni, eni manj, ne, tako da čudna situacija, ampak tako je tudi drugje po Evropi. Juri? Eno stvar sem še hotel dodati pri teh energetskih lockdownih. Mislim, da mi zelo veliko lahkoto operiramo s tem izrazom, ne? Pa ne vem, če se čisto zavedamo posledic. Ne? Mislim, mi industrije, kakor jaz vem, nismo zapirali niti za časa prvega vala korone v Sloveniji. Ne? In tukaj zelo hudih posledic lahko. Ne? Prvič, ne, če ta podjetja ne proizvajajo, če mi zapremo avtomobilsko industrijo, to pomeni, da avtomobilov ne bo, ne, oziroma da bojo dražji. Ne. Mi se pogovarjamo o inflaciji, to dodatno vrti stvari naprej. Druga stvar je, ne, ko se pogovarjamo o lockdownu industrije, ne, recimo vlada bomo imeli shemo čakanja na delo. Ne. Tukaj ni strošek samo delavci, ne. Ta podjetja imajo mogoče kakšen kredit, mogoče rabijo kakšno investicijo in tako naprej. Ne. Mislim, tukaj so lahko. To ni hecno. Ja. Če smem samo še to dodati, absolutno se strinjam. Zato me toliko moti v tem komuniciranju zdajle, ki še spodbuja paniko. Ne? Se pravi, podjetja to, ko vidijo, govorimo o lockdownih, energije ne bo, govorimo o odpuščanju, govorimo vse mogoče, iščejo neke, seveda špekulanti pa seveda se s takšnimi informacijami še bolj hranijo. Ne? In mi je, tako kot smo mogoče v prejšnjem obdobju vladi govorili, da malo nespretno komunicira. Se mi zdi, da se zdajle nespretno komunicira. Ne? Pa mislim, da je še vedno treba reči ljudem, lejte, pa sej vidijo tudi na svojih položnicah in tako naprej. Ne? Ampak da se malo po nepotrebnem, po en stran se panika zganja, mogoče tudi že kot opravičilo, da plina ne bo, ampak plina ne bo, če mene zdajle vprašate, če ne bojo hitro postavili sistema, da ta javna komunalna podjetja, občinska in tako naprej, da ne bojo odklapljala. Ne? Se pravi, da se ne bojo odklapljala. Ne? In to je pa odgovornost vlade, to pa lahko naredi v enem mesecu. Mislim, za gospodinstvo država lahko hitro zrihta, ne? Pač naredijo blagovne rezerve, kupijo plin in ga pol po tisti ceni prodajo naprej komunalnim podjetjem, recimo. Ne? To je ena taka rešitev. Pa nekaj bi se še navezal na Jurija.
ki je ravno omenil, avtomobilsko industrijo. Zdaj, pri teh energetskih lockdownih včasih malo pozabljamo, da je gospodarstvo zelo prepleteno, da je to cela mreža, dobaviteljska in tako naprej. Da se verige lahko prekinejo. Ja, seveda. Zdaj, če ti recimo rečeš, ok, bom jaz zaprl tista podjetja, ustavil začasno tista podjetja, ki porabljajo zelo veliko energije ali pa plina. Naprimer, steklarska industrija, zato da žene steklarske peči, to kuri na plin. In bomo rekli, ok, zdaj bomo pa mi steklarska podjetja ustavili. Ja, kar naenkrat se ti pojavijo avtomobilska industrija, kar reče, mi pa nimamo šip za avte. In se ti avtomobilska industrija ustavi. Potem se avtomobilska industrija ustavi, oni pol ne rabijo več vseh ostalih komponent, in potem vsi dobavitelji avtomobilske industrije nimajo naročil. In tako dalje. Skratka, ti ne moreš enega elementa ustaviti, da bi to imelo posledice za celotno gospodarstvo. Zdaj, ugotoviti pa tako na pamet, koliko časa si lahko kaj prvoščiš in tako naprej, je pa skoraj nemogoče. Mislim, to lahko do precej absurdnih situacij prije. Tudi papirniška industrija je velik porabnik energije. Mislim, to na koncu, mi smo to enkrat pisali, smo se malo norca delali, pa tudi ne hkrati. To lahko pomeni, da nimaš škatle za makarone, ne boš dobil makaronov v trgovini, ki jih ne bo imel v čem prodati. Mislim, ali pa v stekleni vazi tudi ne, ker je pač ne bo. Glejte, jaz mislim, da do te zaustavitve proizvodnje v največji meri v Evropi ne bo prišlo in ne sme priti. Še enkrat, energije je dovolj, samo mehanizma prave cene za ta podjetja nimamo. Kako bo prišlo skozi cel sistem, ki je zapleten, s pravo ceno do teh podjetij. In si ne znam predstavljati to, kar sta kolega govorila, da bi bila to neka resna opcija za Evropo. To je pa res strel v koleno, ne samo kratkoročno, ampak dolgoročno, na kar gospodarstveniki opozarjajo. Tako da to, kar me skrbi, je seveda, da je Evropa zelo počasna na tej generalni ravni, ker tu mora Evropa neko svojo zgodbo povedati. Konec koncev, tudi kar se tiče, v prejšnji krizi, govorim tisti 2008-2009, ko so Nemci začutili, da je avtomobilska industrija malo v krizi, ni bilo povpraševanja in tako naprej, se je hitro najdla evropska rešitev za avtomobilsko industrijo. Tako da, zdaj seveda govorimo ne toliko o pomanjkanju nekega denarja, ki se ga pač da narediti, ampak govorimo o pomanjkanju energentov. Ampak še enkrat, jaz nimam prave ali pa zagotovo, da bi rekel, energije je dovolj. Ampak mi je zelo zanimivo poslušati resne ljudi, ki govorijo, da je energije v Evropi dovolj. Pa seveda en kup drugih ni dovolj. Pa seveda en kup informacij, kako bomo zapirali, ker ni energije in tako naprej. In se res vprašam, kdo zdaj na kakšen način s kakšnim interesom komunicira in sproža, seveda, ker vemo pa, da na teh trgih, o katerih govorimo, so pričakovanja, so strahovi, so panike, so špekulanti in tako naprej. In gre za neko, bom rekel, vojno območje, ne samo dejansko, Ukrajina, Rusija, ampak dejansko mentaliteta je vojna. In v vojni mentaliteti seveda je tudi funkcioniranje politike ne bi bilo drugačno. In jaz čakam to še vedno. Dr. Mojmir Mrak je v studiu ob 17. ta teden rekel nekaj podobnega. Evropa je v vojni in v vojni govoriti o tržnih pogojih poslovanja je nerealno. V tej situaciji trg ne deluje in to za energenti to jasno kaže. Intervencija je nujna. Zdaj, ta intervencija, ki jo je napovedala von der Leyenova, je to teh 140 milijard, ki naj bi jih pač upamo dobili pač pravi. Kdaj, kdo, kje, noben ne ve. Vse to. Varoufakis je vmes opozoril, da se neka podobna zgodba v Grčiji že dogaja, da pri njih v bistvu, da bi rad opozoril Evropo, da se ne sme zgoditi to, da bi samo iz enega žepa teh vojnih dobičkarjev podjetij šlo v drugi žep. Skratka, ali bodo res do tega denarja prišli tisti, ki ga najbolj potrebujejo? Je problem to. Ja, kako Juri, recimo, ti vidiš to izvedbo? Ne vem, kako bo prišel do tistih, ki ga potrebuje. Mislim, predsednica Evropske komisije je pač v svojem govoru navrgla to številko, 140 milijard. Zdaj jaz predvidevam, da za to številko so neki izračuni. Verjetno so pogledali poslovanje podjetij v letošnjem letu, tistih, ki pač imajo proizvodno ceno še vedno nizko, prodajajo pa lahko višje, ampak pri teh stvarih je treba tudi vedeti eno stvar, Ni nujno, da oni danes prodajajo po taki ceni, Zelo pogosto oziroma najbolj običajno v energetiki je,
da se proizvodnja po neki ceni proda, ne vem, za leto ali pa za 2 vnaprej. Ne. Recimo Gen Energija ima zdaj tako situacijo, ne, ko bojo šli v remont, oni so elektriko prodali po neki določeni ceni, zdaj pa jim nuklearka ne bo delala, ne vem, 14 dni. Oni morajo iti na market kupiti elektriko, ne, kar pomeni, da bojo letos delali minus. Ne. Po letu so imeli težave zaradi suše, ne, zaradi hidroelektrarn, spet so mogli dokupovati na marketu, ne. Kar pomeni, tukaj delaš minus, če si ti nekaj prodal za 50 in ne moreš izpolniti svojih obveznosti, moraš iti na trg in kupiti po 500, si naredil tle hud minus. Če se smem na to navezati, glede, za to gre, jaz sem dobil eno informacijo, pa za njo ne stojim, ker nisem, ampak je iz vladnih verov, ne, da je v Sloveniji 2/3 podjetij, pa govorimo zdaj o teh večjih, ne, ki imajo relativno ugoden zakup energentov, tudi še za to zimo, ne bom šel naprej. 1/3 je pa seveda takih, ki podobno kot Geni in tako naprej, ne, ki so kaj prodali, pa zdaj nimajo, pa bojo mogli in podobno. Ne. In seveda govorimo o 1/3 podjetij. Nekdo bi lahko rekel, so narobe špekulirali, oziroma so se narobe odločali, zakaj bi mogli, pa jaz, ker sem se pa pametno odločil. Ne. Ampak, glejte, prevelika zgodba je. Prvič je to 1/3 podjetij, ne, smo prej govorili. Drugo, biti pameten za nazaj, ne, v takih razmerah je zelo čudno, ker če mene zdaj le vprašate, kako bo pa borzna cena, ne vem, plina, naftne, čez mesec, 2, ne vem. In tudi ki se bolj resno s tem, kad dnevno ne vejo, ne, skušajo usmerjati, morate vedeti, da tudi seveda špekulanti in podobni igralci zadnji večji usmerjajo te zgodbe, oni več vejo. Ne? Oni z manj tveganji grejo to. Jaz, če bi šel zdaj, bi bilo to tako, da gremo v kazino, pa bo ali ne bo, ne? Verjetnost. Ne? Tako da je to ta zgodba, ne? Se pravi, na kakšen način potem mogoče, če zdaj govorimo o gospodarstvu, če je ta številka točna, tej tretjini pomaga. Ampak še enkrat, gledajte, 2/3 podjetij ima po čist solidnih cenah energente. Se pravi, energija je. 1/3 pa skozi ta trg, kot je bil, se ni zagotovila prave cene. Ne? Če je to. Ne? Pa imamo seveda gospodinjstva, smo že prej rekli, kako bojo reševali male podjetja, malo podobno, ne? In o tem govorimo. Ne? Ampak to je 1/3 podjetij v Sloveniji. Ne? Jaz mislim, da sicer GZS je navajal nek podatek, da 2/3 se letos, se pravi konc leta, potečejo pogodbe, ne? Rabijo pa seveda energijo naprej potem, ne? V januarju, februarju, marcu in tako naprej. Še eno stvar bi mogoče povedal, ne? Ko se včasih govori, so pa podjetja špekulirala, pa niso zakupovala, ne? Podjetja so bila navajena, cene elektrike in cene plina, če pogledate za nazaj grafe, v zadnjih 10 letih je bilo v bistvu ravna črta, mogoče varirala za 10 do 15%. In ko se ljudje, podjetja navadijo na take razmere na trgu, seveda se ti včasih zdi butasto plačevati premijo za to, da si ti po neki ceni zakupil elektriko za 5 let vnaprej. Ne? Seveda Ben pa ni mogel pričakovati, da bojo cene kar naenkrat šle krat 10 ali krat 15, krat 20, ne. Skratka, to mogoče, no, samo še. Ja, mislim, zdaj, kaj pravzaprav to pomeni? Ves čas razmišljam, ne. Sej prej je Marko rekel, ne, takrat pred leti, ko je v Ameriki, ne, vprašal tega profesorja, ne, zdaj govorimo o tržnem ali planskem gospodarstvu. Ne. Dejansko malo to, kar se zdaj napoveduje na evropski ravni, ko zdaj bomo pa omejili, ne, tistim, ki poceni prodajajo dobičke, pa to preusmerili v dražje, ne, zdaj že gremo malo iz tržne logike, ne, ki se je oblikovala. Zdaj, en problem te tržne logike, ki je tudi ta, da če ti to prodajaš po tržni logiki, ne, ti poskušaš pač maksimizirati dobičke, zdaj kjerkoli si že si, ne, in se pravi, kapacitete, ki ti stojijo, ne, ki so presežne kapacitete, ne generirajo dobičkov. Ne, smo dejansko prišli od tega, ne, da nimamo presežnih kapacitet. Ne. Zdaj pa zelo velik del proizvodne električne energije je dejansko odvisen od vremenskih pogojev. Ne. Zdaj malo se nam je zgodil letos poleti tudi tako imenovan perfect storm. Ne. Ker, dobro, eno je bilo, da je plin izpadel, ampak ne, suša, ne, izpad hidroelektrarn in to po celi Evropi. Ne. Potem suša, ne, kar je zanimivo, ne, je recimo vplivala tudi na proizvodno elektrike v Franciji iz jedrskih elektrarn, ker so zmanjševali zaradi hlajenja, zaradi tega, ker niso mogli hladiti ustrezno, ne, oziroma bi pol pregrevali reke, ne, pa bi se ribe. Ne. Je bil res malo tak perfect storm, ampak je tudi to pokazalo to, ne, da dejansko ni presežne kapacitete, ki bi lahko vskočila not, ne. Se pravi, zdaj lahko prijemo na logiko, ne, tega, da rečemo, dobro, energija, električna energija ni tržna dobrina,
to je javna dobrina in jo bomo zagotavljali tako kot javno dobrino. Ne? In de facto pol to pomeni, bomo nacionalizirali še tisto, kar ni nacionalizirano. Ne govorim, da je to prav ali narobe, ne? Pač to je verjetno stvar nekega družbenega dogovora, ne? In politične odločitve. Ne? Zdaj, Evropa ima problem, po mojem mnenju, tudi to, ne, da kaj je pravzaprav interes Evrope. Zdaj, če bi imela Evropa en svoj interes, ne, bi se zelo hitro zmenili, ne, ampak imamo mi nemški interes, pa francoski interes, pa španski interes, pa italijanski interes. Ne, in zdaj recimo prav konkretno pri električni energiji, ne, je bilo tako zelo tisto, mi bomo delali, kar je v našem interesu, ne, in se zanašali na to, da nam bojo oni pomagali. Ne. Spravi, ne, Italija že desetletja dolgo recimo ne proizvaja dovolj električne energije, zato ker so jo uvažali. Ne. In najprej so uvažali iz Avstrije, pa Švice, pa Francije. Ne. Potem se Avstrija odločila, ne, bomo mi tudi zaprli, vse ima Nemčija dovolj. Ne. Potem se je Nemčija odločila, ne bomo mi to zmanjševali, se bomo uvažali iz Francije. Ne. Zelo je... Ampak Velika Britanija je pa recimo samooskrbna, proizvede dovolj elektrike zase, pa se v bistvu cene pri njih kljub temu višajo. Ravno na podlagi tega, kar ste vi nekako nakazali. Ampak gledajte, Slovenija na nek način v normalnih časih, ne zdaj le ta perfect storm, smo, kar se elektrike tiče, 90% samozadostni. Zdaj le mislim, smo krog 60 zaradi suše in podobnega, pa še kakšnih neumnih remontov, pa pomankanja premoga, kar jaz ne morem razumeti. Se pravi, lejte, ampak mi smo v sistemu nekega trgovanja. Ves čas se vračam na to, na v bistvu ta izvorni... mi smo v sistemu trgovanja, zato ljudje to težko razumejo, vse niso šle cene gor v hidroelektrarni slovenski zdaj, tudi v nuklearki, nuklearka je zato ljudje to težko razumejo in seveda jim je treba vsaj približno razložiti, kako trg deluje. In tudi, a veste, ko govorimo o trgu, Marko je to odprl, trg je človeška kreacija, ni od Boga dano in trgi so različni. Vsak je reguliran, tako ali drugače. In mi smo evropskega se odločili, da ga bomo na nek način liberalizirali na vhodu, se pravi pri proizvodnji, na prodaji. Smo ga na pol, ker ti akteri so zelo čudni, sem omenil prej podjetja, pol državna, pol tretje, in tako naprej. In delujejo kot delujejo. In moje mnenje je seveda, da ne delujejo dobro. V Ameriki kljub vsemu sistem nekako deluje, ker nimajo te panike zdajle, tudi je bila. Veste, tudi Američani niso razumeli še par mesecev nazaj, zakaj zaradi ukrajinske vojne oni zdaj plačujejo toliko pa toliko več. In so se zadeve na nek način tudi v psihozi akterjev in še kaj, seveda so se na nek način stabilizirale. Imajo pa dejansko realno podlago samozadostnosti. Evropa tega žal nima, oziroma ni urejena. In jaz seveda, ko govorimo o trgu, govorimo o evropskem trgu, povezanem trgu, zato sem prej tudi rekel, to, da imajo na Švedi gor na vetru ali pa Norvežani preveč energije, na jugu pa premalo, ali ni kablov, tudi kable bo treba na nov potegniti, pa malo večje, ali pa ni hranjenja. Se pravi, celotna ta infrastruktura, to ste prej sprašvali, veliko je bilo dobičkov v energetiki v zadnjih letih, ogromno. V Mladini je en izvrsten članek Monike Weiss o tem, kdo je pridobival v zadnjih letih, kdo v bistvu iz te energetske krize, kdo so največji dobičkari v svetu in v Sloveniji. Ampak če se vrnem nazaj na to, kar ste vi odprli, pa tudi vi, gospod Pahor, torej ali bi veljalo zresetirati ta energetski sistem, električni sistem v Evropi, na kak način? Lejte, jaz absolutno verjamem v to in ločem trge. Saj najavo ste dali tako, da se bomo tudi v stanovanjskem trgu pogovarjali. Lejte, stanovanjski trg se je drugačen, ampak je podoben. Se pravi, ko govorimo o financializaciji trgov, pomeni, da razne investicijsko-špekulantske zgodbe pridajo noter in se začne trgovati s takimi ali drugačnimi pričakovanji. Ampak zopet, kot energija, kot stanovanja so pa hrana, so realne dobrine, ki jih ti konzumiraš. Delnico, če jo imam ali če jo nimam, če je padla danes za 20%, še zmeri živim. Imam malo slabši občutek ali karkoli že, pa upam, da bo drugače. Če pa energije danes nimam, če hrana predraga, si jo ne morem privoščiti, ne morem dati otroku, je to druga stvar. Zato potrebujejo drugačne pristope. In tudi ZDA imajo veliko bolj strateški pristop k energiji, to lahko vidimo, zato so tudi samozadostni. Odločili so se za škrilovce, premog so nabijali pod Trumpom na veliko, tako da imajo vsega dovolj.
Ampak zdaj Evropa pa seveda ne bomo onesnaževali, ne bomo onega tretjega, Kitajci so šli ob svojih, ne samo energetskih surovinah strateških, ki jih imajo ogromno, so šli v Afriko, pa so Afriko zavojevali. Mi nič, mi smo ne vem kaj. Mi smo pa, Evropa je pa navezala se na Rusijo, kar se rečemo plina tiče, manj nafte, in zdaj smo v luftu. In veste, ni tako, da na to niso opozarjali ljudje. Danes, če dalj bolj prihajajo oni ven, ki so rekli, pa smo povedali v Nemčiji, pa Šrederju, pa Uno, pa tretje, ko so stvari tekle. Tako da, žal, drugače je treba, to, ampak zdaj govorimo bolj dolgoročno. Zame je tudi stanovanjski trg absolutno drugače. To, kar imamo v Sloveniji, je, najbrž še nismo tam, ampak gledati kakšno na to temo. Zdaj ste se vi odprli, smo tam, kar povejte. Ker pogledajte, stanovanja so od nekdaj bila tudi seveda naložbeno sredstvo. In tisti malo bolj bogat, sploh v Sloveniji, ker ni bilo nekih drugih alternativ, se je veliko vlagalo. Ampak to je bilo tako bolj, jaz bi temu rekel, vaška scena. Zdaj, ko ti enkrat udarijo v to zgodbo res pravi špekulanti, bom rekel, mogoče ne toliko špekulanti, ampak močni finančne firme, kot je to v ZDA, kot je to v Kanadi. Se pravi, to so ljudje, nepremičninski skladi, ki imajo ogromno denarja, ki tako ali drugače usmerjajo ta trg. Se pravi, tudi ko je kriza, ne pravimo včasih, kaj pa kriza, pa grejo določeni, ki so razvijali te nepremičninske projekte, cugrunt, pa banke so prisiljene potem to prodajati pod ceno, ker se rešujejo zaradi bančne regulative, potem se pa splača kupiti. To vse to ugotavljajo tako Kanadčani, Američani, ne dogaja več te cikli navzdol. Zato, ker so te finančni posredniki, ko bi rekel, toliko močni, da pokupijo vse. In potem tudi seveda vplivajo na ta realen del, se pravi visoke najemnine, visoke cene, dejansko kupijo tudi, bom rekel, zemljo in tako naprej, pa potem marsikdo si bo rekel, kako je možno, da je en kupil zemljo in jo pusti 10-20 let prazno, kako je kupil nek blok, pa ga pusti praznega in tako naprej. Zato, ker je to tako kot Bitcoin spet, ker je to nekaj, kar se pričakuje, da je to vredno, pa bo sam še bolj vredno in oni to tudi tako delajo. Zato jaz pravim, na primer, Kanada je zanimiv primer, mnoga mesta, Vancouver, vem, so napadajo te, bom rekel, špekulantske zgodbe oziroma financializacijo nepremičninskega trga. Na način, da vem, da imajo v Vancouveru pa tako na pol deluje, da če nekdo hoče razvijati nek stanovanjski projekt, ki bo šel bolj v to špekulantsko zgodbo, ima pogoj, Marko bo rekel, to pa ni tržno, je točno kakšen trg, Lejte, Cambridge v ZDA ima omejene najemnine, odkar je spomnim, desetletja. A je to trg? Omejeno najemnine zaradi študentov in podobno. Regulative je kukar čte, take in drugačne, tudi v teh neoliberalnih državah. Se pravi, Vancouver gre v to, da postavi pogoj, če boš naredil toliko pa toliko nekih luksuznih stanovanj, ko bo mesto prazno, ker če greste tudi danes, ki je po Ljubljani, boste videli, da so bloki prazni, ker so jih pokupili razni špekulanti, tuji in domači. Moš narediti tudi tok in tok stanovanj, kjer bo najemnina regulirana po naši ceni. Priznali ti bomo neko, 5% donosnost in to je to. Če hočeš razvijati isto, da je še to. Ma določene pozitivne druge kantske mesta se skušajo maskati, ampak imajo velik problem s tem. Zato pravim, to je treba regulirati za nas, če smo pri stanovanjskem, za nas bi mogel biti zgled absolutno Dunaj, o tem se dosti govori. Odpirati alternative, se pravi, neke so javna stanovanja, zame je stanovanje pravica, spet, tržni fundamentalizem bo rekel, če nimaš denarja crkan. Jaz pa pravim, zame je stanovanje pravica. To je prva stvar. Osnovni pogoj za neko osnovno kreativno človeško življenje. Zdaj, kako bomo do tega kot družba prišli z nekim dogovorom? Eno je seveda, so tudi javna stanovanja za tisti, ki pač ne morejo participirati. Drugo so pa razne zadružne oblike, poslušamo iz Dunja in tako naprej, ker ljudje lahko participirajo, ker tudi ta občutek lastništva je pomemben pri ljudeh, tudi ustava ga garantira, se pravi neka varnost, naložbenost kljub vsemu in tako naprej. Se pravi, in kup je možnosti in mi imamo zelo lep zgled, zelo blizu, sicer tam traja že institucionalno desetletja, preden bi ga, ampak pri nas bo to težko narediti, ker en kup teh špekulantskih zgodb od županov do še koga, ki tle sodeluje. Veste, isto je pa prebilo omenjena Evropa. Se v teoriji se da tole hitro zrihtati, na 2-3 straneh popišemo. Elektriko, mislite? Ali pa stanovanjsko. Ampak to speljati v prakso, to je pa težko. Ker so v zadnju ljudje za interesi, za investicijami, z denarjem. Isto je energetski trg, da se razumemo. Isto je energetski trg, tako je. Jurij, nepremičnine, ali smo v Sloveniji, konkretno v Ljubljani, zdaj morda res na pragu že obrata ali ne?
neki znaki so, da naj bi obrat bil. Neki znaki se zagotovo pojavljajo, ne? Sicer malo več bomo vedeli drug teden, ko dobimo uradno objavo od statističnega urada, nažalost šele za drugo četrtletje, ampak dobro. Nepremičninska analitska družba Arvio se imenuje, oni zelo podrobno spremljajo transakcije, upise, nove posle. Po njihovih nekih dognanjih smo v drugem četrtletju letos videli približno 10% upad števila transakcij, kar bi lahko bilo prvo znamenje, da mogoče so ratali ljudje malo bolj previdni, ne plačajo več vsega, so se malo ohladili. Zakaj je tako? Verjetno zato, ker so krediti precej dražji, kot so bili, zato, ker so obeti za naprej v gospodarstvu in tako naprej slabši, kot so bili. Tudi življenjski stroški se višajo, o čemer smo se danes veliko pogovarjali. Skratka, to je to zaenkrat, kar prihaja iz trga. No? Vprašala bi vas še to, kar sva se v bistvu pred oddajo pogovarjala. O inflaciji smo kar nekaj dan že govorili. Nam lahko pojasnite, nam in našim gledalcem, predvsem pa naši redakciji, ki je to temo odprla, razliko med inflacijo in draginjo? Ta beseda draginja se je zdaj prijela, zdaj jo ves čas uporabljamo. Neka razlika pa vseeno obstaja med njima? Zdaj draginja, dajmo začeti drugače. Inflacija je v resnici statistična kategorija. Ne? Zdaj, o inflaciji govorimo, inflacijo merimo skozi tako imenovan indeks cen življenjskih potrebščin, ki nam pravzaprav pomeni, pokaže to, za koliko se v povprečju povečajo cene vsakodnevnih dobrin, kjer imajo pač vse te dobrine svojo določeno utež, se pravi od hrane, storitev, ne nazadnje pa tudi recimo najemnine in tako naprej. Ne. To je statistična kategorija. Zdaj, če cene v povprečju rastejo s podobnim tempom, kot rastejo tudi prihodki ljudi, potem ne občutiš, da se stvari bistveno dražijo. Ne. Če ti pa cene naraščajo, tako kot se nam dogaja zdaj to zadnje leto, ne, da cene naraščajo bistveno hitreje, kot nam naraščajo prihodki, pa to seveda občutimo kot draginjo. Zato, ker z tiste svoje prihodke dobimo manjšo košarico vseh dobrin. Zdaj, inflacija še vedno. Inflacija recimo načenja naše premoženje. Ne. Se pravi, če imamo premoženje, ki se mu vrednost ne povečuje, bodi si zaradi tega, ker obresti približno pokrijejo inflacijo ali naraščanje vrednosti, nepremičnin, ne bilo o njih govora, naraščajo podobno hitro kot inflacija, ne, potem se nam vrednost premoženja ne spreminja. Ne, če pa imamo mi svoje premoženje, v nogavici, ne, ali pa pod žimnico, ne, pa seveda inflacija to premoženje zmanjšuje. Ne. Ampak draginja je res to razmerje med cenami, ne, se pravi, koliko plačamo za tisto, kar potrebujemo za vsakodnevno življenje in našimi prihodki. Ne. Seveda, če se ta košarica zmanjšuje, potem govorimo o draginji. Jurij, in kjer smo tle, kot je dr. Pahor zdaj opisal, samo upam lahko, da bo država poskrbela za tiste najrevnejše in da jim ta zima in naslednji meseci, da bodo lahko normalno živeli, da se ne bo dogajalo to, kar sem na začetku opisala, kako družine z 2 zaposlenima v bistvu morajo zdaj po humanitarno pomoč hoditi. Kaj pa tisti, ki imajo nekaj prihrankov, kaj v takih razmerah, kot jih je dr. Pahor zdaj opisal, kaj naj počnejo, če lahko malo posvetuješ? Prosim, ne tega nasveta od mene zahteva, tukaj se mogel vsak zase odločati, ampak absolutno so pred določenim izzivom, če imajo denar recimo na banki ali pa pod žimnico, kot je rekel Marko, ne, ta denar izgublja. Ne, v zadnjem letu dni je izgubil realno 10% vrednosti. Ne. Zdaj, a iti z nekim delom v delnice ali v nepremičnine, obveznice, neke druge naložbe, tukaj se mora vsak zase odločiti, pa prosim, naredite, drage poslušalke in poslušalci, skrbno raziskavo tega, kam boste vlagali svoje prihranke. Imate vi še na svet? V bistvu enako. Ne. Zdaj, tudi odvisno od tega, za koliko časa misli to nekdo vlagati,
kaj se mu zdi varno, kaj se mu ne zdi varno. Res, mislim, trenutno najslabše je dejansko imeti gotovino ali pa tudi kakšne neupogledne vloge na bankah in tako naprej, ker tam dejansko veš, koliko zgublja. Vsakeč, ko statistični urad objavi informacijo o inflaciji, veš, koliko je tisto zgubilo vrednost. Tudi nekako, če bo inflacija še nekaj časa vztrajala na teh ravneh, kot jo zdaj vidimo in kot so recimo tudi napovedi za naslednje leto, obrestne mere, ki jih bomo lahko dobili na bankah, ne bodo tega dohajale. Mislim, da v najboljšem primeru, recimo v roku naslednjega leta, mogoče bomo videli obrestne mere pri nas na ravni 4-5%, se pravi, realno bo še zmeraj zgubljali tam nekje med 2-4-5% letno. Doktor Jaklič, kar povejte. Ja, vsem bi rekel, zdaj seveda gotovina v času inflacije, ampak če pa zdraven imam pa še informacija, da prej sta predvsem kolega govorila, pa tudi jaz se strinjam glede na javni diskurs, da bo veliko ljudi lahko službe zgubili, je pa skoraj fajn, da imaš takrat cash, ker če ga nimaš, boš še bolj panično prodajal in bo še nižja cena in si zdaj neumnost naredil, si delnico kupil ali pa ne vem karkoli, ker boš bolj panično prodajal. Tako da biti pameten tle, so neki stari židovski izreki, pol gotovina, tretjina gotovina, tretjina zlato, tretjina, rečemo neke delnice ali pa nepremičnine in tako naprej, se pravi malo porazdeliti. Ampak to je tako, se pravi, te porazdelitve, tudi vprašanje od časa, kdaj delujejo. Veste, tudi, pa nočem biti zdaj seveda v to iti, seveda tudi ta strategija, vemo, če je vojna, Židom ne zlato, ne gotovina, nič ni pomagalo, se pravi, vse je šlo. Tako je, žal, upam, da toliko delč ne pride. Bi pa rad vsem, se pravi, jaz se tudi izločam na svetov, bi pa z vidika sistema pa spet bil kritičen, pa rekel, lejte, koliko lep primer tega, da sistem, najbrž vsi smo to, jaz varčujem za to, da mogoče, ko bom star, pa ne bom mogel toliko dela, pa to, da bom relativno normalno živel, da ne bom bil breme za kogarkoli, ne za družbo, ne za otroke in tako naprej. To je moj princip, ne špekulacije, ne za to, da bom... In jaz mislim, da je večina ljudi takih, da normalno dela, od svojega dela živi in bi radi varčevali. In zdaj ta sistem, kot ga imamo zdajle, seveda k temu ne pripomore. Nikoli ne veš, kdaj bo, kako bo, ono tretje, bolj ko ne smo v rokah nekih manipulatorjev. In si ne moreš tiste svoje osnovne želje, za eno tako človeško mladost, rečemo s stanovanjem in tako naprej in starost v takem sistemu zagotoviti. In zame ta sistem pač ni primeren. Zdaj, kako ga bomo rešvali, pa drugo. Jaz se spomnim takrat, ko smo imeli po tem najbolj črnem valu koronavirusa, po prvem lockdownu, to oddajo Koronavirus, kako naprej, ste bili vi eden od gostov pri nas. In takrat ste ful poudarjali, da je ravno ta kriza, ki jo cel svet jo doživel, vključno Slovenijo, pokazala, kako pomembno je v bistvu vlaganje v javno. Kako v časih kriz, v bistvu to, da imamo neko skupnost, pa javne stvari, kako je to pomembno. Letos, aprila, ste pa za nas, za NN, rekli smo pred desetletjem šokov, globalne razmere so izjemno kompleksne in terjajo globlji premislek in dolgoročno strateško delovanje politike. Spominja me to zdaj na 30 leta prejšnjega stoletja. Zdaj pa, kar nekaj ste danes o tem govorili, o sistemu, ki ne deluje, in pri elektriki, in pri stanovanjih, in zdaj pri varčevanju. Zdaj pa, a vidite vi to dolgoročno strateško delovanje politike, države, ali je ne vidite in kakšna bi mogla biti? Pa da tukaj zaključimo po črto. Ne vidim. Lejte, v 30 letih, ko je enkrat sistem tako, bom rekel, se destabiliziral, je ena velika implozija karkoli zgodilo. Zdaj jaz ne čutim še tega. Seveda, to, kar mogoče Evropa govori, in jaz še najbolj pozitivno dojemam. Se pravi, Evropa verbalno izpostavlja okolje, verbalno izpostavlja človeka in tudi tipi v praksi evropskih kapitalizmov so veliko bolj, bom rekel, človeškim obrazom, kot pa drugi, ki jih poznamo na svetu. Se pravi, Evropa tu ima določeno prednost, ima svoje negativnosti, o katerih smo govorili, zelo težko funkcionira, zelo je podvržena tem kratkoročnim interesom in tako naprej, tudi tistim slabostim demokracije, če hočete, se pravi, ki zahtevajo svoj čas. Se pravi, če bi hotel biti optimističen, bom rekel, da je mogoče še to tisti dodaten šok, če bi bil COVID neke vrste šok, ki je vzpostavil
izpostavil to, ne, se pravi to skupno, pa ne samo zdravstveni sistem in še kaj, ne. Pa s tem, ko rečem skupno, ne mislim, da je to samo neka državna politična last, ne vem česa, ne, tudi ko gremo, ste rekli, kako naprej, ali pa stanovanja, ali pa tudi energetika, ne mislim, lejte, v energetiko jaz upam, da bomo čedalje bolj tako skupnostno vlagali v neke sončne elektrarne, v občini, v krajevni skupnosti, kjerkoli, ker bomo tudi vlagali denar, pa potem tisto ceno energije, kukor bomo na nek način si zagotavljali, kjer ne bomo podvrženi nekim špekulantom tam nekje, ne. Se pravi, ja, verjamem v to, ne, se pravi, tudi da bomo vlagali in meni ni za to spet, da bom na elektroenergetiki služil ne vem kaj, ampak da bom imel energijo relativno ugodno, pa stabilno, pa seveda nek mogoče delež, ki mi bo tudi na starost olajšal, pa niti ni nujno, da je to nek težek dobiček tam zadnji ali pa obresti. Se pravi, in kup je, a veste, v tem delu podsistemov, se pravi, zelo, spomnim se enega citata, enega komika, satirika ameriškega, mislim, da je leta 54-55 rekel, pa takrat so šli iz kompleksnosti že ven, se pravi kompleksnosti sveta, ki ga je pa on najbrž v mladih letih doživel, tako kot ga mi zdaj doživljamo. On je rekel, na svetu je ogromno kompleksnih vprašanj, tako kot jih imamo mi zdaj, in ogromno enostavnih odgovorov. Običajno enostavne odgovore prinesejo razni Hitlerji in tako naprej, se pravi populisti, lejte, bomo mi tole rešili, brez problema, pa hitro kakšnega sovražnika, ki drugje dobijo, pa ga je treba napast, pa še kaj podobnega in potem se seveda gre v svetu v smer destrukcije. Ampak ta satirik je rekel ogromno seveda lahkih, enostavnih odgovorov, ki so pa vsi napačni. Zato jaz pravim, mi se ne smemo bati te kompleksnosti, v kateri živimo, reševati jo bomo mogli v neki strateški logiki. In jaz mislim, to sem hotel reči, da Evropa ima neko strateško usmeritev, ki mislim, da je prava. Tudi so določeni signali, ki kažejo na to, od odgovornosti podjetij, ki se čedalje bolj izpostavljajo, in pritisk prihaja celo po novem od finančnih institucij in tako naprej. Se pravi, so določene pozitivne stvari. V Evropi še posebej, so pa negativne in ta negativni smo se pa danes predvsem pogovarjali, kar se tiče res te odvisnosti energetske, surovinske in nesposobnosti nekega skupnega delovanja. Poslušamo veliko, da razumejo to politiki, ampak za akcijo pa upam, da bo še dovolj časa. Najlepša hvala vsem trem za vaše razmisleke. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam in zelo kmalu spet nov N1 podcast.